Začeli govoriti, zaradi tega tvojega pol žvižganja, ki je treba v uho. Samo vprašam. Jaz sem skušal, da ne bi nekaj časa najeti. Odločitev razsodišča SLS. Zdaj se žal mora predsednik razsodišča Miran Borinšek se bomo opravičati in da bo danes z nami, potem pa bomo na voljo za kakšne komentarje oziroma bo svojo izjavo dal tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Zidanšek. Ja, najprej lepo pozdravljeni. Spoštovani, v imenu predsednika razsodišča Slovenske ljudske stranke gospoda Mirana Borinška, ki se danes ne more odeležiti te novinarske konference, bom prebrala njegovo sporočilo. V petek smo se člani razsodišča SLS po poglobljeni razpravi o predstavljenih argumentih obeh strani Marjana Podobnika in magistra Marka Zidanška v imenu izvršilnega odbora SLS odločili, da sejo prekinemo do pridobitve mnenja statutarno-pravne komisije o oblikovanju sklepa, o katerem naj bi odločili. Na podlagi prejetega mnenja smo danes nadaljevali sejo z glasovanjem preko elektronske pošte. Seja se je zaključila ob 12. uri. Glasovali smo vsi člani razsodišča SLS, 4 za in 1 proti. Dokončna odločitev razsodišča Slovenske ljudske stranke je sledeča. Razsodišče SLS je na podlagi vseh predstavljenih argumentov odločilo, da ugodi pritožbi izvršilnega odbora SLS na sklep o zavrnitvi izključitve Marjana Podobnika iz stranke, ki ga je sprejel izvršilni odbor občinskega odbora SLS Velike Lašče. Sklep je dokončen in stopi v veljavo takoj. Udeleženci postopku so bili obveščeni v izidu glasovanja razsodišča Slovenske ljudske stranke. Besedo pa sedaj predajam predsedniku Slovenske ljudske stranke. Hvala. Hvala lepa, Tadeja. Lep pozdrav še enkrat v mojem imenu.
Kot veste, je kar postopek trajal 2 meseca, predvsem zato, ker imamo v Slovenski ljudski stranki izredno visoke demokratične standarde, kjer si želimo priti, res resnici do dna. Vsi argumenti, ki so se v vseh teh, zdaj že skoraj 2 mesecih pojavili, so bili tudi na razsodišču prepoznani. Jaz spoštujem tudi odločitev razsodišča Slovenske ljudske stranke in verjamem, da je tudi zdaj napočil čas, da neobremenjeno pogledamo naprej, da strnemo moči, mlado energijo in pa seveda bogato znanje, ter Sloveniji ponudimo drugačno politiko, kot smo jo vajeni, usmerjeno v ljudi, v preproste in učinkovite rešitve, v preverjanje lastne identitete ter iskreno spoštovanje vrednot slovenstva. Hvala lepa. Če lahko gospod Zadošek, Tomaž Celestina, Radio Slovenije, če sem prav razumel, je pač razsodišče Marjana Podobnika izključilo iz stranke. Se ne bojite, da bi lahko takšno odločitev razsodišča pravzaprav stranko, ki vendarle ni ravno čvrsta, še bolj omejila? Če bo recimo gospodu Podobniku sledila večja skupina ljudi in pač vpliv, moč, znanje, izkušnja v tem volitev odnesla kam drugam? No, moram reči, da sem jaz v vseh teh dnevih, ko smo se pogovarjali o tem postopku, oziroma tudi veliko govorili znotraj stranke, jaz čutim izredno močno podporo v Slovenski ljudski stranki. Ta se je izkazala tudi na glasovanju na glavnem odboru. Čutim, da enostavno ljudje razumejo, da se ne gremo nekih zakulisnih igrc, da se ne pogovarjamo, v ozadju z predsedniki drugih strank, v tem primeru tudi z Janezom Janšo. Res je, da je bilo tudi dokazano, da je šlo zdaj tudi za kravje kupčije. In to me navdaja temu, da ne pričakujem nekih bistvenih pretresov, kot bi jih mogoče nekdo rekel, ampak pričakujem eno normalno delovanje v prihodnosti. Res je, da smo demokratična stranka in da se lahko vsakdo odloči, ali se vidi v tej ekipi in v tej čedalje bolj močni stranki. In ne dvomim v to, kar sem že večkrat v vseh teh pogovorih v zadnjem času povedal, da pa zdaj tudi posebej rečem, ko je sneg tudi mlinski kamen za vratu Slovenske ljudske stranke, da ne bi stranka zadihala z polnimi pljuči, uspešno nagovorila volivke in volivce, predvsem z programom dobrega gospodarja, ki smo ga v stranki potrdili soglasno na kongresu novembra lanskega leta in me k temu optimizmu tudi navdušujejo ali pa napeljujejo tudi izredno dobre tudi javnomnenjske ankete, ne glede na to, da se borimo že 2 leti z statusom neparlamentarne stranke, kar se slovenskega prostora tiče, pa vendarle parlamentarno, kar se tiče Evropskega parlamenta, in držimo, rezultat že kar nekaj časa, se pa prepričam, da ga bomo iz dneva v dan tudi izboljševali. Predvsem pa se mi zdi, da je to izredno pomembno za razmerja oziroma za nek prerod, prenovo na slovenskem desnem političnem prostoru. Moja stališča so vam znana in si želim, da oziroma vem, da bo Slovenska ljudska stranka odigrala, pa ne zato, ker bi si sama to želela, ampak zato, ker je to pomembno za slovensko podeželje, za državljanke in državljane, pomembno vlogo v nadaljnjem obdobju v slovenskem političnem prostoru. Kako velika grožnja pa je novo ustanovljena stranka Franca Kanglerja in kaj, če gospod Kangler recimo povabi gospoda Podobnika k sebi, se bo vaša SLS počutila kakorkoli ogroženo in pa vemo, da se je gospod Podobnik prizadeval za izredni
kongres, kakšna bo prihodnost, sedaj nameravate kakšen kongres zopet imeti oziroma bodo kakršnokoli spremembe v vodstvu? Če bi Marjan Podobnik užival tako veliko podporo, za katero je govoril v javnosti, ukvarja se pa predvsem z izrazi, kot je udbomafija in tako dalje, potem bi izredni kongres v roku teh 2 mesecev že lahko sklical. Postopki so jasni, tretjino zahteve občinskih odborov Slovenske ljudske stranke, kjer bi potem seveda na glavnem odboru zadevo obravnavali in kolikor bi glavni odbor večinskoma sklenil, bi že bili mi v jeseni, se pravi zdaj na izrednem kongresu, ne pa pred dejanjem, ki smo mu danes tudi priča, kar pomeni, da ni nobenih izrednih razmer v Slovenski ljudski stranki. Mi gremo tudi v soboto 3. na Tabor, kjer imamo preko 2000 prijavljenih. V Velenje se letos dobimo, ker bomo se malce podružili in imeli eno tako prijetno srečanje. Kar se tiče relacij med tem, ali bi Marjan Podobnik šel Francu Kanglerju, mene to nič ne moti. Celo ga je že vabil, tako da upam, da bo tudi verjetno tudi sprejel. Zdaj, gleda to, da je prvič, veste, da je bilo nekorektno, da je bila ustanovljena oziroma preimenovana nova ljudska stranka iz županove liste prav na naš rojstni dan 12. maja, ker sem takrat že povedal, da gre za v bistvu provokacijo. Po vseh teh tudi že merjenih javnega mnenja, po dosegu, ki ga lahko, bom rekel, ta stranka, ki pa seveda ima še v preverbi tudi ime na upravnem sodišču, ki ga lahko ta stranka doseže, tudi po vseh teh javnomnenjskih, jaz jo ne zaznavam, jo ne vidim nikjer. Kar se mene tiče, ocenjujem, da je to tudi bolj kot ne pase zgodba. In jaz vem in verjamem, predvsem zato, ker je izredno močna terenska zaslomba Slovenske ljudske stranke. Dobil sem tudi podporo na klubu županov, ki smo ga imeli tudi prejšnji teden v tem istem prostoru mater, da se ne bojim, ampak da predvsem gledam enostavno z optimizmom v prihodnost, predvsem pa sem prepričan, da ne samo kdo v stranki, predvsem pa slovenska javnost je razbremenjena nekega bremena preteklosti ali pa ukvarjanja z temami, ki meni niso blizu in se uporabljajo pod imenom udbomafije. Tega ne razumem, se tudi mene tožil, da bi naj bil, ne vem, roka udbomafija ali karkoli, ampak jaz niti ne vem, kaj to je, pa se niti ne počutim ali pa ne čutim, da bi imel kakršnokoli takšno etiketo lahko. Kaj vam je dejal gospod Ivan Oman na takšno odločitev, oziroma ste se kaj pogovarjali z njim? Z Ivanom Omanom se mi pa nismo pogovarjali. Jaz lahko samo ponovim tisto iz postopka, da ko je bilo rečeno, da bi naj predsednik Zadružne zveze izseljeval Ivana Omana pri odločitvah, že kdaj v kakih volitvah Kmetijsko-gozdarske zbornice, in to je v javnosti znano, da je Ivan Oman to zanikal, da je povedal, da to ni res, kar je po svoje dal tudi nezaupnico svojemu lastnemu zetu, oziroma povedal je tisto pač, kar je moral povedati po resnici, in to moram reči, da pri starosti slovenske politike Ivana Omana jaz izredno cenim. Gašper Petor, Planet TV. Mene pa zanima, dejali ste prej, da je ljudska stranka snela minski kamen, ki ga je imela obešenega okoli vratu, ampak vendarle, ste pa morda razmišljali tudi o tem, da pa glede teh zapletov z Marjanom Podobnikom pa so vendarle tudi kakšni pozitivni učinki za stranko, ne? Vsaj, kar se tiče podpore medijev, oziroma da dajo mediji več pozornosti SLS-u kot prej? Jaz te pozitivne učinke zdaj šele pričakujem. Predvsem zato, ker mi odpiramo izredno zanimive teme, bomo jih še seveda odprli več in vsekakor je pa tudi ta, jaz si pač ne želim
tudi bom rekel, te negativne podobe ali pa tega, kar smo morali bom rekel, znotraj sebe razčistiti, da smo se pogovarjali na ta način, tudi če boste pogledali objektivno nazaj. Jaz sem se samo odzival, jaz nisem komuniciral z mediji vnaprej. Dejstvo pa je, da jih je pa uporabljal Marjan Podobnik v tem primeru in takrat, ko je bilo seveda treba odgovoriti, seveda z odprto, čisto vestjo, vedno lahko stopim pred kogarkoli in pojasnim stališče Slovenske ljudske stranke in pa tudi svoje lastne stališče. Drugih vprašanj se vam vsem najlepše zahvaljujem za udeležbo. Še gospod Zidanšek, če bi bila danes odločitev drugačna, bi se potem vi poslovili z vrha Slovenske ljudske stranke? Zelo verjetno. Hvala. Hvala lepa.